knjižnici Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica so v ponedeljek gostili predavanje z naslovom Miti o duševnem zdravju. Janja Mišič iz Centra za krepitev zdravja Slovenska Bistrica je predavala o tem, kaj je duševno zdravje in kaj je duševna bolezen. Predstavila je zmotna prepričanja o ljudeh s težavami na področju duševnega zdravja in povedala, kaj lahko sami naredimo za duševno zdravje, ter kdaj je treba po strokovno pomoč in h komu. Zdaj, da bi neko formo dobilo to predavanje, sem poskušala različne mite razdeliti v sklope, ki so nekako vsebinsko povezani. In sicer v prvem sklopu so zavzeti miti, ki so vezani na splošno poznavanje duševnega zdravja, v drugem sklopu so miti vezani na demografske lastnosti obolelih, potem so miti o osebnostnih lastnostih tistih, ki imajo težave v duševnem zdravju, in posledično miti vezani na funkcioniranje oseb s težavami v duševnem zdravju in na koncu še miti vezani na pomoč oziroma zdravljenje duševnih težav. Znotraj vsakega sklopa pa si bomo najpogostejše mite ogledali in jaz jih bom poskušala na čim bolj razumljiv način pojasniti oziroma ovreči to, kar trdijo. In v tem sklopu splošnega poznavanja duševnega zdravja, težav in motenj sem nekako pri raziskovanju po virih izluščila 6 sledečih mitov in zdaj bomo vsakega posebej pogledali. Seveda, če imate željo kaj komentirati, bolj konkretno poprašati, ste lepo vabljeni k besedi, pa da me kar prekinite, če bi kaj želeli dodati. In prvi tak mit, na katerega ste že mogoče tudi vi kdaj naleteli, je, da če nisi duševno zdrav, imaš duševno motnjo. Oziroma mogoče imamo to prepričanje tudi mi sami. Ta mit nisem dala slučajno na prvo mesto, ampak konkretno s tem namenom, da najprej sploh pogledamo, kaj je duševno zdravje, kaj so duševne težave in kaj so duševne motnje. In velikokrat si mislimo torej, če nimam duševnega zdravja, potem sem verjetno duševno bolana. Tale model, ki je tule prikazan, ne vem, koliko vidite, kar je napisano, pa prikazuje, da sta to dve različni kategoriji. Torej, na tej vodoravni črti vidite, čisto levo imamo napisano prisotnost duševnih motenj ali pa odsotnost duševnih motenj. Torej, mi lahko imamo neko duševno bolezen ali pa je nimamo. Na navpični črti pa vidite, da lahko imamo dobro duševno zdravje in slabo duševno zdravje.